A bi mi znali povedati, kaj je to biopsihologija? Ja, valjda, da vem, kaj je to. To je tisto na Famnitu, kjer se učijo pogovarjati z žabami. Je tako? A bi mi znali opisati delo biopsihologa? Po moje ja, tu je možakar, ki šepeta pomidorom, da ratejo bolj rdeči. Ja. Biopsihologija? Če mene vprašate, to je terapija za rastline in za živali. Nekaj takega. Biopsihologija je integrativna veda, ki omogoča vpogled v poznavanje biološkega ozadja psiholoških pojavov in s tem poučevanja bioloških temeljev delovanja duševnosti. Zajema področje nevroznanosti, psihologije in biologije. Znanja iz nevroznanstvene discipline uveljavlja in uporablja na področju raziskovanja o vedenju. Le kdo ne spi in zakaj prespimo kar 1/3 življenja? To so vprašanja, ki me zanimajo že od začetkov študija biopsihologije. Lansko leto sem tako pričela z raziskovanjem motenj nespečnosti, ki so širok in pereč javnozdravstveni problem, saj kar 18% ljudi splošne populacije ima diagnosticirano klinično nespečnost. Pravilna higiena spanja pomembno vpliva tako na naše počutje, kot tudi na našo epigenetiko. Cirkadiani urni geni so namreč tisti, ki so tako pomembni, da jih je mehanizem evolucije in delovanja vdelal kar v naše gene. Spanje predstavlja tako široko okno v razumevanje psihološkega in nevrofiziološkega in svojo raziskovalno nalogo sem na mednarodnem tekmovanju zasedla 3. mesto. V prihodnosti pa si želim svoje znanje predvsem implicirati širši javnosti. In ne pozabite, vsakemu od nas tiktaka ura. Why biopsychology? That's the future. It's all about brain. Everyone is talking about it. It's in all articles. Everyone is thinking, oh, why is some activation here? Why is activation there in the brain? Well, we can answer many questions with that. We can answer, why does the person feel like? We can even, with new research, it's been shown that we can reconstruct the images from human brain activity. It's really a fascinating research. That's why I started this field. But at the moment, I am studying in Amsterdam with cognitive neuropsychology, and I am also a student, a research assistant at University of Oxford and University in Maastricht. In Maastricht, I'm working on fMRI research in language and perception of language, also the reading. Jaz sem z diplomsko nalogo nekako skušala povezati biološko in psihološko delovanje posameznika in sicer sem začela opažati, da za rakom na dojki zbolijo predvsem ženske z določenimi osebnostnimi značilnostmi. In to so navznoter izražena jeza, potem zmanjšana zmožnost čustvovanja in pa predvsem močni obrambni mehanizmi. In ti recimo v vsakdanjem življenju delujejo kot neka super zaščita, super obramba, ko pa so nekako ti ženske soočene z nekim hudim stresnim dogodkom, kateri lahko recimo predstavlja že odhod otroka od doma, pa nekako ostanejo preplavljene z vsemi temi občutki, ki jih nekako ne zmorejo več obvladati. In na nevrobiološki ravni se to recimo kaže preko motrnega delovanja hormona oksitocina, kateri je posledica mehanizma separacijske anksioznosti, se pravi straha pred izgubo, straha pred zapustitvijo. In to je ta povezava, ki se meni zdela zanimiva in na podlagi katere bom raziskavo nadaljevala. Smernice za naprej vidim pa predvsem v obliki nekih psihoterapevtskih intervencij, pravi neke preventive in pa obvezno povezovanje psiholoških in bioloških dejavnikov. Na študiju biopsihologije predavam predmete, ki se nanašajo na širše področje klinične psihologije in psihoterapije. To je na prvi stopnji predmet javno duševno zdravje, na drugi stopnji pa so predmeti, kot so psihoterapija, klinična psihologija, klinično-psihološki intervju in kognitivno-vedenjska terapija. Študij biopsihologije se mi zdi, da je odlična predizobrazba za nadaljnje usposabljanje z področja psihoterapije, kajti študentje res tukaj pridobijo tista temeljna znanja, ki so pomembna za nadaljnje usposabljanje z tega področja. Omenil bi zlasti poudarek na nevroznanosti, ki je temeljno področje tudi za klinično psihologijo in psihoterapijo. Samomor, duševno zdravje, javno duševno zdravje so vsi fenomeni, ki so zelo kompleksni. Torej, težko jih razumemo samo recimo za psihologijo, težko jih razumemo samo z biologijo. Pravzaprav vključujejo še veliko več kot to, recimo še moralne aspekte, etiko, pravo, veliko področji pravzaprav, ki jih moramo razumeti. In
Eden izmed plusov, se pravi, imeti v raziskovalni ekipi diplomanta biopsihologije ravno ta, da razume nekaj več teh aspektov, kot recimo samo nekdo, ki je usmerjen samo mogoče v biologijo, samo mogoče v psihologijo, ampak torej, da razume te kompleksne stvari širše. In v bistvu je en tak velik plus, ki si ga lahko nadevamo, je to, da bomo imeli za nekaj leti ljudi, ki bodo te kompleksne stvari boljše razumeli in morda nam s tem uspe tudi spremeniti na boljše in razumevanje samomora in pa v bistvu prispevati k nekemu javnemu duševnemu zdravju. Študenti biopsihologije učimo o naših nevrobioloških osnovah delovanja. Kako se psihološko odzivamo na določene spremembe, kako delujejo naši nevrobiološki okvirji in kako lahko pri tem nastanejo neke patološke spremembe oziroma se razvijajo duševne motnje. Učimo jih o tem, kako takšne duševne motnje zdraviti, zazdravili, psihofarmaki in kako lahko ob uporabi psihološkega znanja razlagamo delovanje nevrobioloških odzivov, sprememb in adaptacij. Če od študentov zahtevamo dosti znanja, je to predvsem zato, ker si bodo morali tudi sami uveljavljati poklicno pot oziroma si jo sami utirati. And even in the case of suicide research, which is our task here at the University of Cowper, we have the possibility of gaining a wider angle understanding of complex issues like the one embedded with the suicidal behavior, which is certainly the byproduct of many interaction and many known but also unknown factors that may be responsible or associated with the final suicidal behavior. So I would welcome in the team biopsychologists. Program biopsihologije izvajamo kot dodiplomski in podiplomski študij na Univerzi na Primorskem. www.famnit.upr.si